Po 13 letih se na milostni kraj kraljice miru na Kurešček ponovno vrača karizmatični indijski duhovnik, gospod James Maniakal, ki bo imel duhovno obnovo od 8. do 10. avgusta. Gospod Janez Ovsenik, vi ste župnik župnije Ig, ki je organizator tega pomembnega velikega dogodka. Kako bi na kratko predstavili to duhovno obnovo? Veseli smo, da je škofovska konferenca dala dovoljenje župniji, da smo lahko povabili Jamesa Maniakala v našo župnijo, tukaj na Kurešček, ker tukaj je že bil pred 13 leti in takrat je bil lep odziv, globoka duhovna izkušnja in zaradi tega želimo, da bi tudi v tem času, v katerem zdaj živimo, bili deležni tega duhovnega dotika na tem milostnem kraju pri kraljici miru na Kureščku. Najprej smo veseli, da James Maniakal pride v Slovenijo. Zdaj je pater na invalidskem vozičku, zato nekateri ugibajo, morda je pa zadnjič zdaj tukaj v Sloveniji. Nam je še toliko bolj pomembno, da ta dogodek izkoristimo za ta milostni obisk. Hkrati pa Kurešček je res kraj miru, kraj Božje bližine in zaradi tega se vse to povezuje. Želimo, da veliko ljudi pride k kraljici miru, da bi ta dogodek res bil duhovno uspešen, pa ne moramo govoriti o številkah, 1000, karkoli bi k temu rekel. Prav zaradi tega smo se priporočili tudi kontemplativnim redovom, da molijo za naš dogodek. Sami se mnogim priporočimo, molite za nas, da bi ta dogodek obrodil mnoge duhovne sadove, kot ste rekli, sadove pri spovedi, te duhovne spodbude, morda spreobrnenje, res Božji dotik, nagovor. Tega želimo tem našim udeležencem. Se veselimo, če bodo res tega deležni in zato se tudi vsem, tudi gledalcem priporočamo v molitev. Gospa Emina, vi ste praktično vsak dan na Kureščku, skrbite za stalno lepo urejenost tega čudovitega svetišča kraljice miru na Kureščku in tudi pri pripravi duhovne obnove z gospodom Jamesom Maniakalom prevzemate pomembno organizacijsko vlogo. Kakšno je vaše glavno sporočilo ljudem, ki razmišljajo, da bi se udeležili tega avgustovskega srečanja? Zagotovo bojo prišli ljudje tudi zaradi to, ker je to milosten kraj. Tukaj je, jaz pravim, Kurešček je slovensko Medžugorje in to še bolj doživljam zdaj, ko živim tukaj, tudi fizično. Jaz sem se 16 let nazaj tukaj spreobrnila, prav na Kureščku, ko me je mati pripeljala na Veliki četrtek v to cerkev prelepo. Moja mama je pravoslavne vere, oče je musliman in nisem bila versko vzgajana. Tako da prav v tej cerkvi sem jaz doživela dotik Boga, neskončni mir, ki ga ta svet ne more dati, prvič v življenju, pri 28 letih, ko sem se pripravljala za pravosodni izpit. In sem potem stalno hodila sem in potem tudi začela tukaj služiti. V enem letu, odkar sem prvič bila tukaj, sem bila pol tudi krščena, sem prejela zakramente uvajanja. Prav tega leta 2009, ko sem bila prvič tukaj, po 4 mesecih sem šla na duhovno obnovo od patra Jamesa Maniakala, ki je bila tudi tukaj. In takrat sem jaz doživela tudi dotik Boga in prejela dar vere, da Bog, Jezus Kristus je živi Bog in da je navzoč v Evharistiji. Tako da sem od takrat naprej hodila na Kurešček ne samo k kraljici miru, kot do tedaj, ampak sem tudi vedela, da je v tabernaklju Jezus v najsvetejšem zakramentu.
Na tej duhovni obnovi sem jaz doživela res globlje spreobrnenje. Pater James nam je takrat rekel, hodite vsak dan k sveti maši, vi to potrebujete. To je v mojem srcu ostalo, čeprav takrat še nisem bila krščena. In takrat sem videla več tisoč ljudi, med katerimi je bila ljubezen. In to je bilo meni tako zelo pristno in lepo. In on je tako zelo jasno govoril tudi o Evharistiji, da Jezus Kristus je navzoč v Evharistiji. Tako da ta kraj je milosten kraj, tukaj sem dolga leta tudi služila, pomagala v zakristiji in videla veliko zgodb, tudi pričevanj seminarja Patra Jamesa in tudi nasploh ljudi, ki hodijo na kurešče, ki se priporočajo kraljici miru, od spreobrnenj do ozdravljenj, do osvoboditev, poglobitve vere, upanja, ljubezni. Moje srce je zelo igra, veselo je, ko vidim številne romarje, ki se pridejo tudi zahvaliti za prejete milosti, ko vidim po kakšnih dogodkih, po svetih mašah, bogoslužjih, ko pridejo veselih obrazov ven. Jaz res osebno pričujem iz teh zgodb in iz svoje osebne zgodbe, da to je res poseben milosten kraj miru in ljubezni. Gospa Emina, katera so pomembna organizacijska sporočila za ta avgustovski dogodek, to duhovno obnovo na Kureščku? Pomembne stvari so pred tem dogodkom, da se avtobusi, organizatorji avtobusnih prevozov vnaprej prijavijo na telefonsko številko 041 399 553 in povejo, koliko avtobusov, koliko bo udeležencev tega avtobusa. Saj bomo v takem primeru zagotovili parkirišče na samem prizorišču. Udeleženci, ki razmišljajo, da bi prišli samo en dan, seveda se ta duhovna obnova povezuje in se priporoča vsa 3 dni obisk. Če pa se kdo odloči priti samo en dan, priporočamo, da bi prišel v petek, ker se takrat glede na odziv in že dosedanjo prijavo avtobusov kaže, da bo takrat manj romarjev in udeležencev kot v soboto in nedeljo, da bi prišli 8. avgusta. Potem hrana bo možna tudi na prizorišču, to se pravi na samem kraju, kjer bo duhovna obnova potekala. Pa tudi, če bi kdo potreboval prenočišče, je to možno v dijaškem domu Poljane, so na voljo še proste sobe in je treba čim prej poklicati in se za to dogovoriti. Priprave potekajo zelo dobro, z organizacijskim odborom se dobivamo vsak teden, gasilci so prevzeli veliko aktivnosti, nam bodo pomagali, tako da vse poteka zelo dobro. Oglašajo se nam, to se pravi tudi kakšen Anglež, Američan, pa zelo veliko romarjev iz Hrvaške povprašuje, tako da bodo prišli z avtomobilom ali pa z avtobusom. Dogovorjeni smo, da do 15. julija sporočijo število avtobusov vsi organizatorji, tako da se pričakuje tudi sosednje države Hrvaške, veliko ljudi, tudi iz Bosne so klicali, da pridejo blizu Medžigorja, iz kraja Ljubuški. Gospod župnik, kaj pa je glavna tema te duhovne obnove avgusta na Kureščku? Teme te 3-dnevne duhovne obnove je gotovo klic k svetosti vsakega od nas. Pater James ima to izdelane, pripravljene govore za nas in se tega zelo veselimo. Poklicani k svetosti, zdaj najprej poklicani, da pridete že na Kurešček. Dobrodošli, poklicani in to sporočilo, da pride to božje povabilo do vsakega. Glede prihodov, parkiranja, imamo veliko prostora za vsakega, ki bi želel priti, da ne bo nihče se čutil, je pa predaleč z centra Ljubljane do Kureščka v slabe pol ure se da priti. Tisti vikend ne bo groznega prometa, zastojev, kot so zdaj v teh poletnih dnevih
proti morju, proti Kureščku, bomo prihajali z eno duhovno zbranostjo, pričakovanjem in prav zato lepo povabljeni. In še Cerkev Svete Trojice. Res je to milosten kraj, ta dogodek se bo odvijal prav na kraju, kjer ne bi stala ta katedrala Svete Trojice. Katedrala, katere zvonik ne bi bil višji od vrha tega hriba. Sveta Trojica, en Bog, Sveta Trojica je občestvo. In mi, ki bomo skupaj molili, slavili Boga, bomo gradili to občestvo žive cerkve. In to je lahko začetek gradnje sprave Božjih milosti na mnogih krajih, v mnogih družinah, če se o temu povabilu zares odzovemo. In zato torej dobrodošli na Kureščku. Spoštovani gledalci, lepo vabljeni v čim večjem številu, to se pravi od petka do nedelje, od 8. do 10. avgusta letos, 2025. Program bo potekal v petek od 10:30 zjutraj do predvidoma 7. zvečer, v soboto in nedeljo od 9. zjutraj do 7. zvečer. Program bo potekal povezan iz slavljenja dopoldan in popoldan, iz govorov patra Jamesa. Osrednji dogodek vsakega dne bo zbiranje pri sveti Evharistiji in po sveti maši bo potem tudi pater James imel za vse udeležence molitev za ozdravljenje. V nedeljo bo somoševanje vodil ljubljanski škof Franc Šuštar. Lepo vabljeni, tema, kot že rečeno, je poklicanik svetosti. Sveti papež Janez Pavel II. Je rekel, da je svetost edina sila, ki lahko spreminja svet na boljše. Dobrodošli, da naredimo korake na poti k svetosti na tej duhovni obnovi.